Takole so se na predajo štafete iz Kostanjevice na Krki pripravljali na osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Podnebnemu teku se je pridružilo tudi nekaj učencev in učiteljev. Vpeto v celo organizacijo je kar nekaj učiteljev, vsega skupaj pa tule potem teče prav s štafeto naprej. Približno 9 učencev naših in pa 3 učitelji in pa potem še približno tam 18 do 20 kolesarjev spremlja celotno pot do Gena potem. Teka se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je v nagovoru izpostavil izjemno skrb mladih za varovanje okolja in jih pozval k še bolj odgovornemu ravnanju. Ob tem nam je nekaj učenk zaupalo, kaj v tej smeri naredijo same. Ločujem odpadke, pobiram smeti in vržem v koš, če so na primer na tleh. Vsako leto posadimo vsaj 3 drevesa na našo parcelo, pa varčujem tudi z energijo, ne pustimo kar požganih luči pa to. Ves čas gašamo luči, tudi mi posadimo drevesa, rastline, rože, varčujemo z električno energijo. Udeleženci podnebnega teka so od tu pot nadaljevali proti Genu. Sporočilo podnebnega teka z naslovom Čas se izteka je jasno. Za ohranitev našega planeta je treba ukrepati zdaj. Gen energija jo svojo vizijo pošilja naprej v svet, torej da je energija tista, ki je nizkoogljična, je jedrska, sončna, vetrna, hidroenergija in to je tisto, kar bo tudi zanamcem ohranilo čistejši planet. Sporočilo je predvsem strani mladih, namenjeno svetovnim voditeljem v Šarm el Šejku, kjer bo potekala naslednja podnebna konferenca COP27 in sporočilo je, da mladi potrebujejo ustrezno izobrazbo, ustrezno opolnomočenje na področju podnebnih sprememb, da bodo oni kot bodoči odločevalci znali uspešno ukrepati na področju blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Vrha podnebne konference v Egiptu se bo udeležil tudi predsednik Pahor. Mislim, da čaka vse voditelje, ki bodo tam zbrani, neko pomembno delo, to je vrniti diskusijo o klimatskih spremembah na vrh politične agende v svetu. Vojna v Ukrajini je to potisnila na rob. Mi moramo to zaradi prihodnjih generacij, če ne zaradi sebe, to vrniti na vrh agende in pogledati, kaj je mogoče storiti v naslednjih 10 letih, verjetno največ pri varčevanju z energijo, zato da bi znižali ogljikove izpuste. Udeleženci štafete so iz Vrbine nadaljevali pot proti meji s Hrvaško, ob tej priložnosti pa so pred informacijskim središčem Gen zasadili lipo.